Meje so samo v glavah, pravi družina, ki živi razpeta med Dunajem, Ljubljano in Trstom. Teh spon so se rešili že pred leti, ko so se iz Ljubljane preselili na Dunaj. In zdaj, ko redno obiskujejo prijatelje in sorodnike v Ljubljani, jim je prehajanje med mesti postalo že popolnoma naravno. Zato ne čudi, da so se zagledali še v Trst. Alora, in ravno v Trsti, kjer so hiše v vrsti, si je mlada slovenska družina arhitektov uredila svoj drugi dom. Staro meščansko stanovanje so nekoliko slekli in na novo oblekli in nastalo je tole novo, udobno in uglajeno domovanje. Aleš, najprej nam povejte, kako je prišlo do odločitve, da ste prodali ljubljansko stanovanje in si umislili tole v Trstu. Ko smo se v bistvu preselili na Dunaj, smo potem po določenem času svoje stanovanje v bistvu prodali. V tem času sem bil v kontaktu z osebo iz Trsta, ki mi je namignila, da so razmere na nepremičninskem trgu v Trstu trenutno zelo ugodne za nakup, kar nas je napeljalo do tega, da smo naredili v bistvu en tak družinski izlet v Trst, nekajdnevni, in pregledali nekaj stanovanj in se na koncu odločili za tole stanovanje. Povejte nam, kaj je bilo včasih tukajle, pa mislim, da prav v tem prostoru, ne? To stanovanje je delovalo kot ginekološka ambulanta. Doktor, ki je bil lastnik te ambulante, se je odločil v bistvu upokojiti, stanovanje prodal. Nam pa se je zdelo v bistvu zanimivo in v bistvu stanovanje z potencialom za bivanje. Ob nakupu je bilo stanovanje vzdrževano in dobro ohranjeno, vendar opremljeno za dejavnost, ki so jo predtem opravljali v njem. Bilo je predvsem zelo belo, ambulantno in rahlo tudi pisarniško. Imelo pa je tudi krasen parket z vzorcem ribje kosti in originalna staromeščanska vrata in okna, ki dajo stanovanju karakter, zato so te elemente obdržali. Stanovanje jih je prepričalo tudi s funkcionalnim tlorisom, saj si niso želeli prevelikih stroškov in birokratskih zapletov pri prenovi. Večina novega pohištva je premična, tako da se razporeditev po potrebi lahko tudi spreminja. Stanovanje so kupili predvsem za oddih, za hiter skok z Dunaja na obalo in preskok v sredozemsko lagodnejše bivanje. In kakšno je zdaj tukaj življenje v Trstu v primerjavi s kozmopolitsko avstrijsko prestolnico? Jaz bi rekel, tista glavna razlika med Avstrijo in Italijo je v bistvu neka, kako bi rekel, način življenja, večja spontanost, uživanje. Vsak trenutek, to je tisto, kar v bistvu nas je vedno vleklo v ta del. Tukaj ljudje grejo večkrat na kavico ali pa... Si vzamejo čas za kavo, si vzamejo čas za popoldansko druženje ob Aperol špricu, recimo večerna druženja ob večerjah do poznih ur in tako naprej. To je vse tisto, kar je mogoče za Dunaj ni nujno tako samo po sebi umevno. Kljub temu, da je velika prestolnica, ima neke svoje specifike. To pomeni, italijansko družbo jaz še zmeraj razumem tako, da se včasih zgodijo neka poznanstva zelo spontano, ob mizi, te neko mizo te povabi k sebi, ker si jim zanimiv, se pogovarjaš, spletajo se nova prijateljstva, medtem ko v germanskem svetu te zadeve potekajo malce drugače. Vrniva se še malo k stanovanju. Ja. Opišite nam, prosim, posamezne prostore in kaj so doživeli med prenovo. Torej, stanovanje kot samo se sestoji iz vhodnega hodnika, kuhinje, WC-ja, kopalnice, tega dnevnega bivalnega dela in pa spalnice. Organizacija tlorisa je taka, da v bistvu za vrati, dvokrilnimi vrati, ki se odpirajo, dejansko omogoča cirkulacijo čez cel tloris in povezanost prostorov med seboj. Zdaj, največji posegi so bili seveda v tem, da smo očistili, to se pravi, renovirali tla, prebelili stene, posodobili elektroinštalacije, to so bile tiste v bistvu čisto funkcionalne neke zadeve. Potem pa smo se odločili, da uvedemo v bistvu en element, to je element tega, mi mu pravimo lambri, horizontalna delitev, ki dejansko je definirala v bistvu neko barvno razdelitev interierskih sten. Na spodnji del, ki je dobil neko toplo mint barvo, ki je zaslomba objektom, ki stojijo pred njo. Zgornji del pa je namenoma puščen v nevtralni svetli barvi.
In seveda je zelo, zelo dominantna v tem stanovanju, takoj že pri prihodu te pozdravi tale tapeta z nekim mediteranskim pridihom, a ne? To so neki borovci ali kaj pa ciprese. Tako, ta tapeta, ja, ko smo jo našla, v bistvu se nam je zdela ravno pravšnja za to stanovanje. Kot si že omenil, že na vhodu v bistvu te nekako pozdravi nek mediteranski duh tega stanovanja z motivi cipres. To tvori v bistvu potem kot neko zunanjo kožo kuhinjskega boksa, če temu rečemo, in pa v bistvu en del stene v spalnici. Pri opremljanju stanovanja so se izognili vgradnemu pohištvu in pohištvu narejenemu po meri, predvsem, da so se izognili morebitnim logističnim zapletom zaradi prenove na daljavo in seveda iz racionalnih razlogov, da ni bilo treba najemati dodatnih izvajalcev. Oprema je cenovno dostopna in obenem estetska. V stanovanju je tudi kar nekaj kosov, ki jih ima družina v lasti že odprej. To so recimo stoli Rex, ki sta jih zakonca dobila v dar od starih staršev, in zraven pripadajoča mizica, ki sta jo pred davnimi leti našla na kosovnem odpadu in jo prenovila. Tapiserija z motivom rastline Monstere je bila darilo, ki je prav zaradi motiva našla svoje mesto v tem družinskem sredozemskem zatočišču. Ima še kuhinja kakšno posebno zgodbo? Lepo je v elegantnih črnih barvah, ki se jih marsikdo tradicionalno malo boji. Ja, kuhinja je imela v bistvu neko sivo keramiko, nek siv tlak, ki smo ga dejansko z idejo tega lambrija nadgradili z glazirano sivo keramiko po stenah. In potem kot kontrapunkt temu smo namenoma vstavili črn močen element kuhinje, ki deluje zelo dizajnerska, elegantna po svoje in jo podekorirali z nekimi elementi, ki naredijo en prijeten ambient kuhinje. Se je med prenovo tega stanovanja zgodila še kakšna anekdota? Takoj ob nakupu stanovanja sem nagovoril zdravnika, ki je imel to ambulanto, če bi bil mogoče pripravljen zapustiti ginekološki stol nam, da ga v bistvu integriramo v ta interjer. En poseben element, ki bi sigurno ob obiskih in druženju v tem stanovanju vzbudil veliko debat in mogoče heca ob tem. To si pa predstavljam, takrat pa Rexov noben ne bi več opazil, samo še ta stol gledali. Tako je. Edini stol, kamor ne bi posedili obiskov. Tako, zgolj kot objekt.